Sandero Stepway je v bistvu nekakšen križanec oziroma avtomobil, ki diši po križancu in ki so ga imeli kupci najraje, tudi Slovenci. Druga generacija pa je še bolj privlačna, z bolj izrazito masko in bolj izpostavljeno značko Dacia. Drugačne so tudi luči spredaj in zadaj. To pa ni edino, kar Sandero Stepway loči od predhodnika. Ostre linije in nekaj dodatkov ga naredijo še bolj privlačnega za oko, čeprav se nekateri Dacii izogibajo kot hudič križa. So pa romunski inženirji bili precej iznajdljivi, saj so navadna železna platišča tako dobro skrili, da tile plastični pokrovi delujejo, kot bi imel Sandero obuta aluminijasta platišča. Dacia Sandero Stepway je narejena na osnovi novega Renaulta Clio. Z njim si deli celo podvozje, je pa avtomobil širši in daljši za 2 cm. Pod pokrovom motorja je dobro znani 1,5-litrski dizel DCI, ki ga ima tudi novi Renault Clio in proizvede 66 kW oziroma 90 konjev, kar je za Sandero Stepway popolnoma dovolj. Več skoraj ne boste rabili, saj Sandero suvereno premika in nimate občutka, kot da bi bilo moči premalo. A ja, pa še pokrov motorja zdaj sam stoji. Tudi v notranjosti so vidne posodobitve. Materiali sicer ostajajo takšni kot pri prvi generaciji, kar pomeni robustni in odporni, kar marsikoga odžene od nakupa, vendar jim ravno ta robustnost da tisto vzdržljivost, ki jo nekateri potrebujejo. Sploh če imate mlade otroke, ki znajo kaj popraskati in polomiti. Pri Sandero Stepway bo to bistveno težje. Spet zmoti lokacija gumbov za odpiranje oken. Še vedno sta na sredinski konzoli, medtem ko smo že vsi navajeni, da je to na vratih. Ja, verjetno je tako tudi bolj poceni. Sedeži tudi niso bili deležni posodobitve, zato še vedno delujejo ceneno in niso preveč udobni. Še posebej na zadnji klopi na daljših vožnjah ne boste uživali. Gotovo pa ne boste spregledali velikega zaslona tu na sredi armaturne plošče, ki je občutljiv na dotik. Tu sta tudi vhoda USB in AUX, CD predvajalnik pa so enostavno odstranili. Tukaj je tudi navigacijski sistem Media Now, ki ga skupaj s karto Evrope dobite za 550 evrov. No, občutek za volanom ni najboljši, saj si ga praktično ne morete čisto nič nastaviti. In glede na to, da je na koledarju že letnica 2013, bi volan moral biti nastavljiv vsaj po višini. Ali pa brisalniki. Jo, grozni so. Avto je nov in tako škripajo, da je grozan. Tako. No, po drugi strani pa dobite usnjeni volan že za 50 evrov, da pa vam tak občutek, kot da imate v rokah še vedno plastičnega. Sandero se po cesti lepo pelje, bistveno bolj pa je zaradi 4 cm dvignjenega podvozja in zaradi zaščitne plastike doma na makadamu, kjer se najbolje počuti. Tudi škoda vam ga ne bo preveč, ker ima zaščitno plastiko. Testni Sandero Stepway ima še omejevalnik hitrosti in tempomat, kar je tudi revolucija pri Sanderu. Ter tale gumb Eco, s katerim sprožite nekaj varčevalnih ukrepov, ki naredijo Sandera bolj varčnega, podobno kot pri Renaultu Clio. Spremeni se delovanje klimatske naprave, manj odzivna je stopalka za plin, zaradi česar naj bi bila manjša tudi poraba in izpust CO2 za do 10%. No, če boste vseeno potrebovali vso moč motorja, lahko še vedno pritisnete pedal čez mejo omejevalnika. Takšnega Sandera, kot vidite tukaj, dobite za 12.900 evrov. Za ta denar pa ne dobite niti potovalnega računalnika, niti električno nastavljivih zunanjih ogledal, pa tudi način odpiranja stekel zadaj je še vedno balkanski. Osnovni Sandero stane 9.800 evrov, kar ni veliko za preverjeno tehnologijo, ki vas lepa ne bo pustila na cedilu. Pa še zelo ekonomičen je tale dizel, saj je poraba znašala, potem ko sem jo izračunal, 5,3 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je odličen rezultat.